Anton Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Svirka leta sta. Tomosova, hip-hop, freestyle, standard. Prima forma. No, poglejte, 75 let MotoGP dirk je za nas sigurno en velik vzrok, kajti Slovenci smo sigurno doprinesli vsaj nekaj k tem razvoju in tudi osvajali točke za svetovno prvenstvo. Sigurno pa nedvomno tovarna Tomos, ki je dala toliko in toliko motorjev, ki so tekmovali uspešno na Grand Prix dirkah, predvsem Parloti in drugi in tako naprej. In jaz mislim, da je to velik kompliment za nas, da smo imeli možnost to prireditev narediti in da se je gostini mojemu vabilu nekako odzval in pa seveda tudi podpora Dorne, da to obeležimo tudi pri nas. Čeprav nimamo dirkališča in ne voznika, ki bi vozil Grand Prix dirke, ampak jaz mislim, da smo naredili nekaj, da v Sloveniji tudi ta šport diha in živi. Ja, v Slovenci kot posamezniki nedvomno smo eni izmed zelo sposobnih posameznikov kot narod, kot individu. Ko treba skupaj nekaj narediti, se pa zadeve zatikujejo. Tako da zdaj nam še ni uspelo narediti enega pravega dirkališča, nekako nam je uspelo to narediti, saj približno zadevo in mislim, da bo žal tudi to vse, kar imamo v Sloveniji. Zelo, zelo težko, ker da bi dobili Grand Prix dirko je konkurenca zelo velika z azijskimi državami, ne. Po drugi strani je pa problem z investitorjem, ne. In to je velik problem, ne. Ker feasibility študija upravičenosti projekta mora dati pozitivne rezultate, če želimo, da bo kdo investiral v ta objekt. Mislim pa, da imamo žal zelo malo možnosti. Ja, pred časom se je poredila ideja, ki je en gospod Kosič obiskal gostinja v Bergamu, kjer ima repliko motorja M. Augusta. M. Augusta je takrat izdelala 30 primerkov, kater je bil namenjen za sina od Phila Reeda. In gospod Kosič je en od teh motorjev kupil in se bo tukaj ta mladi Maksimilijan Kosič predstavil s parimi krogi. No, druga posebnost je ta, da je med nami tudi, ki še aktivno tekmuje, Anton Mladovan, ki ima 93 let. Še ena posebnost je pa ta, da naš član, Enej Logar, državni prvak, 5-kratni, bo tudi naredil par krogov z motorjem Supersport 600, primerjava z Moto2, tako da bo malo primerjano mladi, stari in sedanji. Motociklizmu
in odkar nastopa v razredu R6, Supersport 600, je neprevakljiv v prvenstvu Slovenije. V zadnjih 4 letih je osvojil 4 naslove državnega prvaka, zadnjega prav prejšnji konec tedna z njim zmagal na Hrvaškem Evropi, Supersport 600. Med drugim mesti, tretjim enim odstopom, v sezoni 2023 še tretjič postal državni prvak, uspeh pa ponovil tudi letos z enim odstopom, enim drugim in kasneje 4 zaporednimi zmagami osvojil še svoj 4. zaporedni naslov državnega prvaka. Letos bo tako prejel kristalno čelado za 5 naslovov državnega prvaka, in osvojil tudi v mladinskih kategorijah. Sedaj pa je čas, da ogovorimo našega častnega gosta, Mr. Agostini. We are honored that you could join us today for this special event. Tell us, what do you think, what are the importance of this kind of events for the motorcycle fans to see these historic bikes, classic bikes? Yeah, I'm very happy to be here today because it's my first time in this place, my first time in Ljubljana, and I know it's a lot of enthusiastic people here, and very disappointed we don't have any Grand Prix here in Slovenia, but I hope one day Peter maybe he can organize. Maybe. Yeah, it's very surprised because Peter said, okay, it's a Če small... nekratko pozamem, kaj je gospod Agostini, je rekel, da je tu veliko entuzijastov, da je prvič v Sloveniji, prvič v Ljubljani in da škoda, da ne gostimo nobene dirke, da mogoče bo nekoč Peter Verbič organiziral kakšno dirko in da mu je všeč ta steza in da morda pa nekoč pride se na svojo roko potem peo, ampak bo verjetno vozil še po prvi. Starodobnike sem tekmoval od leta 2005 pa do 2015. Vozili smo največ po Češkem, po Slovaškem, pa tudi Avstrija in pa Evropi, na reki, na Evropi. No, zdaj pa sem mogel pa malo prekinitve, danes me je pa spet premamlo, da dvotaktni motor, smo jih imeli takrat pred 40 leti. Zdaj so večina že 4-taktni motorji, ampak ta pa je iz tistega obdobja in je dvotaktni motor. Zaradi tega izjemno zanimiv. Danes je profesionalizem na veliko večji ravni. Takrat se je to še dal, da sem lahko vozil svetovno prvenstvo, medtem ko zdaj pa ne verjamem, da bi sploh kdo lahko še prišel v MotoGP iz tega območja. Cestno hitrost je dirkati, ni več, nekako ni več slovenskih tekmovalcev na evropski svetovni ravni. So v drugih zvrstih, naprimer Superbike ali pa Cross, kjer imamo svetovnega prvaka, ne vemo. Drugače pa v cestno hitrostne dirke so pa absolutno pripravljene. Vsekakor so fantje zelo hitri, dobri, ampak vendar je to povezano s tako veliko finančnimi sredstvi, da zaradi tega aspekta ni možno priti do tja. Priti do tja je dolga pot vlaganja in odrekanja. To je prav gotovo skoraj nemogoče. Ja, tisti občutki so se povrnili, vendar so leta, jasno, da so prisotna in leta se poznajo na vseh ravneh in tudi pri meni.
oni boste dostopili prav tekmovalci razreda. Sem Gregor Gorec in sem leta 1992 motociklom dirkal državno prvenstvo, mednarodne dirke pa tudi evropsko. In sem prav vesel, da smo se danes po tolikih letih spet tukaj srečali, malo stare prijatelje srečamo, vidimo, vmes smo se malo postarali in je prav zanimivo malo obujati spomine, kako smo se nekaj. Naslove sem imel neki, da je to že 32 let, kar mi je bilo to, sem že malo pozabil, malo bi mogel po arhivih jet. Tako da, ne vem, 3-4, mislim, da sem jih imel, bi mogel malo pogledati. Delali smo tisto, kar nas je veselilo, hitro smo vozili, potem uživali, tako je bilo. Danes sem tega motocikl, sem ga kupil nazaj po parih letih, ga obnovil, dal v prvotno stanje, ampak ni v garaži, je celo v vitrini v pisarni, tako da sem vsak dan v sliku zdaj. Da ne vem, kaj pomeni na leto zdaj. Hitrost. Razlika je pa zdaj velika, ker je ta tehnika šla tako naprej. Dirka je pa ista, danes dirkajo, da bi smo pa slovi. Sedula se dirka za državno prvenstvo, da si zmagal, v spominu je ostala evropsko prvenstvo, ker si bil šesti. In je par takih izjem je bilo, res ročna, Avstrija, neka zmaga. To je, nekaj kar sem nehal, sem rekel, da se ne bom več vozil. Dirkalni motorek se nisem vozil, sem si pa razumel, da sem ga pogledal. Na uro, da me pač omeji, da ne bi. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Veliko čast mi je, da vas lahko v imenu občine Vransko pozdravim na današnjem dogodku tukaj v centru varne vožnje.
tretje uvrščenega gostitelja iz kvalifikacij, tako da tretja štartna pozicija ostaja prosta. Oziroma, kako se kaže, je preprosto prišel v predštartni prostor, inženjera odnevalnih in sličnici. Za skupno zmago na tretje mesto napredoval mladen Orejaš na Zikresi. Težav. Zaključena torej prva dirka razreda Sport 60 in Klasik 60. In ko bodo rdeče luči ugasnile, bomo lahko spremljali novo zanimivo dirko. Z prvega štartnega mesta pa torej Ivan Robertovič, štarta številka 11, na drugo mesto Marjan Petrič, številka 34 in z tretjega številka 7 Marin Žarjačar. Zadržati prednost. Povedimo pozicijo in se že sredo pomembno na nabiranje kilometrov prednosti prednosti zasledovalci, kjer še nekaj na gledanje izpodali. Protokolu,
sarà l'onore di vendar pa Mario Pekić bo dobil 10 sekund pribitka. Da bo najbolj posebno izbrgavali Šafijo. Vse to bodo znali še prvo zelo tekovalci so nama že v zadnjem treningu. Četvrte mesto v cilju, pričakujemo štartno zgodovalce Trega klasi 50, v katerem je na drugem mestu Miroslav Pekić, ki je za Karpatom zaostal le dobro sekundo, v zadnjem krogu bo Pekić kar 3 sekunde in pol hitrejši od Kabata. Skupaj šesti Franc Vita, zmagovali smo Trega Orkada 350, in za njega se da učiti Hvala Jani Smaler, skupno sedmo mesto in pa zmaga v razredu Oldtimer 500. Osmi je Bruno Golferani, tudi najhitrejši v Oldtimer in po 250 metrov. Deveti Karlo Kulčar, na 10. mestu Samo Gustinčič, 11. Slavko Mertel, 12. Karlo Manmašev, brez ustnika. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Čurković številko 19. Nekaj dolžin motocikla prednosti pred svojimi zasledovalci.
absolutne kazni še vedno na 3. mestu. 6 sekund pade. 4. Miroslav Herceg, 5. Mario Horvatnik. Seveda pa je Pavel pred zadnji krog, Gustav Past. I bil skoraj na pol sekunde hitrejši, seveda pa na vse Classic Legend. Čaki, 7. Mario, na 8. mesto Bert Vladova, 9. Bert Hajder, 10. Dražen Novak, 11. Nevin Žilič in na 12. mestu William Čurkovič, zmagovalci pa po kategorijah pa Ivan Radotovič, razred Classic Open, Mario Kovič.
Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.